pripravljena. Midva sta slišala, da nama lahko pokažete stare razglednice. Ja, z veseljem vam bom pokazal. Kdaj pa je nastala najstarejša razglednica? Najstarejše razglednice na področju sedanje Slovenije so nastale v 90. letih 19. stoletja. Najstarejša je razglednica Rogaške Slatine iz leta 1889, v moji zbirki pa je najstarejša razglednica Maribora iz leta 1892. Zalagali so jih založniki, naročili pa so jih v različnih tiskarnah, predvsem v Nemčiji in na področju sedanje Avstrije. Te razglednice so nastajale na osnovi fotografij, ki so jih prenašali na litografsko kamnito ploščo in odtiskovali. To so bile razglednice natisnjene v barvni tehniki. Kako so jih pa prenašali? Ja, seveda, že od nekdaj so potekale poštne poti in prenašali so jih poštarji s pomočjo poštnih kočij, pa seveda tudi od sredine 19. stoletja je ta pošta potekala s pomočjo železnice. Iz kje so jih pa pošiljali, tudi tako iz morja, ki jih zdaj pošiljamo? Tudi iz morja, seveda tam v drugi polovici 19. stoletja so ljudje vedno bolj potovali in ko so se pojavile razglednice, je seveda tudi veliko število razglednic pripotovalo iz počitniških krajev, predvsem pa v tistem času iz zdraviliških. To je eden izmed albumov. V tem albumu hranim najstarejše razglednice Maribora. Kje je pa najstarejša? Najstarejša razglednica je tale. Poslana je bila leta 1893. Kot sem že prej omenil, najstarejša razglednica datira v leto 1892. To je prav ta, ki pa je bila leto dni zatem odposlana. Zakaj pa so napisali to kar zraven slike? Najstarejše razglednice vse do leta 1904. leta so imele prostor za sporočilo na sprednji strani, to pomeni na slikovni strani razglednice. Zadnja hrbtna stran pa je bila namenjena za naslovnika. Zakaj pa na tej razglednici ni mesta? Ta razglednica pa je bila posvečena jubilejni sadjarsko-vinarski razstavi, ki je potekala v Mariboru leta 1900. Na njej je podobljen deček, ki pobira sadje, skratka gre za neko simbolično sličico. Zakaj ste se pa odločili za zbiranje teh razglednic? Ja, moram povedati, da že iz otroštva zbiram vse mogoče stvari. Takrat sem začel z raznoraznimi sličicami, ki so se lepile v albume. Kasneje sem začel zbirati poštne znamke in na začetku študija, to je letos ravno 30 let od tega, pa sem na pobudo prijatelja začel zbirati stare razglednice Maribora. Kasneje sem začel tudi zbirati še stare grafike, tudi prav tako na temo Maribora. Koliko obsega vaša zbirka? Moja zbirka razglednic Maribora in okolice obsega preko 10.000 enot in večino od teh razglednic je shranjeno v tej ognjevarni omari, v takih arhivskih škatlah. A vse te škatle so polne? Ja, razporejene so po tematikah, po mestnih predelih. Posebej imam razporejene razglednice mestnega parka, mariborskih hotelov, kavarn, gostiln. Tako da, ko karkoli iščem, relativno hitro najdem. Pa ni škoda, da so te razglednice v škatli? Ja, to je zbirka. Sem pa imel to priložnost, da sem pred 20 leti izdal tudi knjigo na temo teh razglednic, kjer je napravljen izbor in moram povedati, da je ta knjiga doživela izjemen odmev med Mariborčani in je bila relativno hitro razprodana. Pa vi znate to prebrati? Ja, nekatere od teh sporočil, ki so napisane na hrbtni strani razglednice, znam prebrati, tiste, ki pa so pisane v pisani gotici, pa je seveda malo večji problem, saj je zato potrebno se kar priučiti.
No, tu vam bom še pokazal eno razglednico, ki je zanimiva tudi z hrbtne strani, kjer je sporočilo. Poslana je bila znamenitemu gledališkemu igralcu Arnoldu Tovorniku. Hvala za karti, ne smeš biti hud, ker ti nisem odgovoril na prvo karto. Veš, sem čakal na tisto in 3 pike. Skratka, tudi prebiranje teh sporočil zna biti zelo zanimivo, v mnogo primerih pa tudi zelo poučno in povedno.